nisem nikjer našla oznake, ki lahko konja sparkiraš. Pa je najbolj eko varianta. Sicer hvala, da niste ploskali, res, dobro, enih par tam gori, uporniki so vedno. Čeprav sem pričakovala, priznam, malo več uporniškega duha v Mariboru. Ker ko sem jaz nazadnje zapustila Maribor pred leti, so ljudje še z granitnimi kockami v žepu po ulici hodili. Ampak, tako pač je, stvari se umirijo, vidim, da so se umirile tudi tukaj in da lepo ubogate ukaze in navodila na ekranih. Tako seveda roboti ne bodo imeli nobenih težav, ko bojo prevzeli kontrolo. Sej ne, to sem mogla reči, ker skozi poslušajo. Drugače pa me veseli, da smo se tukaj zbrali. In še enkrat hvala v mojem imenu in v imenu G-Mana, da niste ploskali. G-Man je ime konju. Pa bom pustila, da si vsak po svoje predstavlja ta G. Jaz sicer, ko slišim G-Man, jaz takoj na župana pomislim. G-Man, Gondola Man, vse pravim, vsak po svoje. Vem, da se sprašujete, zakaj sem jaz mogla dobesedno na konju priti danes sem. Ni težava samo v parkingu, čeprav se zadnje čase tako zdi. Dame in gospodje, smo tudi na 25. podelitvi Bob leta. In smo na konju! Razumeš? Ja! To je seveda tudi metafora. Jaz sem vedno imela feeling, da moraš nam Štajercem tudi pokazati stvari, da ni dovolj, da sam govoriš nekaj, ko si pa vsak po svoje razlaga. Mislim, G-Man si ziher, da vsak po svoje razlaga v tej dvorani. Ampak ne mislim samo, da tudi ono, veš, ne zdaj ti stari nam razlagati, kaj gre nam dobro. Pokaži, prej na konju pa bojo vsi kapirali. No, skoraj vsi. Eni še danes sedijo pred ekranom in čakajo, da bo Bob leta po televiziji. Je pa konj tudi simbol ponosa. Jaz bi drugače prijezdila na Orlo, ne, samo so rekli, da nijamo budžeta. Pa G-Man je bil bolj pri roki, če veš, kaj mislim. Ponos. Ponos je velika stvar v Mariboru. In Bob leta je nedvomno ena najprestižnejših štajerskih prireditev. In lahko smo ponosni in veseli, da se še vedno odvija v Mariboru. In ne recimo v Kranjski Gori, za razliko od drugih prestižnih štajerskih prireditev, ki tam potekajo že leta. Tudi jaz neizmerno ponosna in hvaležna, da lahko že drugo leto zapored povezujem to prireditev. Tokrat sicer brez mojega lanskoletnega sovoditelja Davida Gorinška, ki se je predal radijskim valovom. To pa ne pomeni, da vas bom skozi prireditev vodila sama. Moram sicer priznati, da smo imeli kar nekaj težav pri izboru sovoditelja. Naredili smo prav audicijo, govorili z mnogimi potencialnimi kandidati. To pa glej ne, lokalci nimajo cajta, ker je glih ta vikend v Ikeji v Gradcu inventura. Pol eni ne upajo čez trojansko mejo, spet tretji pa tako slabo govorijo štajersko, da se še meniti ne moreš z njimi. In smo res, delali smo audicijo in ni bilo enega, ko bi šel tu z mano na oder SNG podeliti Bob leta. Tudi zato, ker je to prireditev brez dlake na jeziku. Ker je to prireditev, kjer rečemo Bobu Bob. In tudi podelimo nagrado tistemu, ki je to lani naredil najboljše. Seveda pri tem nujno govorimo o politiki, oziroma predvsem o politiki, oziroma skoraj samo o politiki. Ampak politika je pač takšna stvar, ki, vsaj medijsko gledano, najbolj vpliva na naš vsakdan. In politiki so tisti, ki so nehote, nevede, včasih tudi hote, krivi za vse naše nevšečnosti, ki se nam v življenju zgodijo. Skratka, mi smo že skoraj obupali, na kar se nam porodi ideja, briljantna kot novo krožišče v Pekrah. Ste bili tam, ne? Kaj pa, če politike povabimo na audicijo? Razumeš? Njim je tema domača, obleko že imajo, pa glede na to, koliko slabo so plačani, so tudi cenejši od Damjana Murka. Prej niste smeli ploskati, zdaj pa kar, ne? Se prav, hvala. Glavnem,
Damjan Murko je mimo, jaz pa sem za vas pripravila elitni izbor kandidatov, dragi moji. In sem rekla, da naj pridejo kar sem na ta oder danes v SNG, pa da vidimo mi vsi skupaj v tem čudovitem, intimnem prostoru, kdo bi bil ustrezen kandidat. In tako na oder prihaja prvi kandidat. On, oče, sin in sveti zadar Slovenije, človek, čigar vest je vedno čista, kot škornji, v kateri stoji v poplavljeni garaži. Eden in edini, JJ Man. Dobar večer. Mislim, dober. Ga ne berem, ampak nekateri pravijo, da je. Sem slišal, da iščete voditelja. Jaz sem rojen voditelj, najboljši voditelj. Saj veste, kako pravi tisti znan slovenski pregovor. Bolje Janša v roki, ko golob na gabru. Ampak vemo, golobizacija je tukaj, tako da jaz bom tam v zaodarju in bom cepal drva, kajti nekateri vas bojo obdajali s predvolilnimi obljubami, jaz vas bom s toploto. In slišal sem, da Večer ni v najboljših finančnem stanju, da je v krizi, zato imam jaz akcijsko ponudbo, isti kot jaz, samo ceneje. Anže Logar, hvala lepa. Hvala, gospod Janez, ker tam se lahko pridružite G-manu, sej razumete, ne? G-man, J-man, isto. Mi pa gremo na drugega kandidata. Na oder vabim, dame in gospodje, podcasterja, pisatelja, picopeka, dobitnika bodeče neže v svojem starem, prostem času, pa je bil tudi predsednik države. Tukaj je Borut Pahor. Lepo pozdravljeni. Maja, dobro zgledaš. Tudi vi, gospa. Zelo dobro. O, gospa predsednica. Pozdravljena. Sem slišal, da delate podcast. Odkje ta ideja? Zanimivo. Bravo. Če boste kdaj rabili kakšnega gosta, pokličite me. Pridem. Rabite kakšnega sponzorja, recimo, moj bi lahko bil Nova KBM. Ni, ampak lahko bi bil, kajti podpirajo zelo dobre projekte. Kaj? Borut, lahko prosim nekaj bolj primernega za Bob leta? Tu smo na Bob leta prireditvi. Bob leta? Ja. Čudovita prireditev. Gledam jo z iskro v očeh. O, gospod župan, lepo pozdravljeni. Če bi radi kupili mojo knjigo, za 32 € jo imam tam od zadaj. Pa Borut, nisva se tako zmenila, ne. Te bom mogla zdaj pa prav zoga določiti. To mi delaj, miška mala. Ta borči. Savjeto pa še vedno, ne? Gospod Šarec, midva se pa nisva zmenila, vas nisem dala velitni izbor, ker niti v prvem krogu niste prišli čez. Ampak, ko ste glih tu, odkot pa prihajate? Šmarce pri Kamniku. O, moje najljubše mesto, kot moje drugo najljubše mesto, Ruše. Gospod Šarec, veste, da vam tega ne bomo plačali, ne? A ja, kako pa to? A poglejte, jaz sem si pa že predstavljal, kako bova tukaj stala jaz in Luka Mesec in bova imela klasičen uvod Lukec in njegov Šarec. Ampak, hvala lepa. Ampak, odkar ni več koordinator Levice, je tako samo še pol mesec. Ja, tak veste to, da Večer ne da honorarja, to je pa enako, kot da kupiš 13.000 računalnikov, pa ne veš, kje so. To in je brez veze in potem pravijo meni, da sem Gorenc, ne? Pa jaz sem hotel, da 2 milijona evrov zašel, vi pa meni ne. In je to noro. Okej, očitno se je tudi gospod Šarec sam izločil. Kaj pa? Kaj ti si slepa, kaj?
Daj, pridi gor. Pridi gor pa pazi, tu nekaj stoji na tleh. Ja, pridi. Daj mi preberi one prvi dve vrsti, prosim. Bombeta! Ne, čakaj. Imam tu ena specialna očala, ki jih vedno nosim s sabo za moške, ki so slepi. Izvoli, Optika Julius. Bobleta! Bobleta. Proti bomu boš pil, Pojdi lepo na tribuno, pa boš videl. Gremo, Bobi! Pa da nadaljujemo, v žepu imam še enega, sploh ne vem, kak je ta listek, sem prišel, če sem čisto iskrena. Aha, Jokerja! Dame in gospodje, sedaj pa na oder prihaja človek, ki je v Mariboru edini, ki lahko pove, kako in kaj. Tukaj je, drago občinstvo, gospod Arsenovič. Dober večer, Maribor. Kaki gospod Arsenovič? To sem jaz, Franc Kangler, nekdanji župan, človek, ki je zgradil toto gledališče, človek, ki je naredil Lutkovno gledališče, človek, ki je naredil gondolo, kaj pa naredil toti župan, še lent je zjebal. Morate vedeti, ko sem bil jaz župan, ljudi so sami trge prenavljali, pa kocke vanjega dali. Zdaj pa plačujejo za delavce, pa s kakimi se je obdal. Ma podžupana, ki je za Silvestrovo napihal samo 0,3. Pa v toti dvorani je zdaj 0,5. Če bi jaz napihal samo 0,3, pa mene bi vlačili po večeru cel teden, cel mesec, samo njega pa ne bojo, seveda ne, če pišejo članke v njegovi dnevni sobi. Veste? Še nova 24 dni v pisarni od Janše. Ploskajo, zadovoljni so z meno, ampak jaz v tej dvorani ne bom, dokler bo tukaj gospod Arsenovič, tako da grem pogled, če se še kje druge kaj dogaja. Sej dvomi, mogoče Darja Gajšek. Vi pa kar hodite, lepo se imejte, pa še pomagal vam bo polprofesionalni pozvek. Pa ne! Pa sej pozvek je v redu. Čakaj, kaj si rekla? Nič. Dober večer, še v mojem imenu. Bomo takoj nadaljevali, samo nekaj. A si ti kje moja bunda videla? Ne, v bistvu ne, ampak kje si pa to majico doma? A veš kaj, tam od zadaj je ena škatla, gor piše smešne majice in argumenti, Snežič d.o.o. Okej, upam, da imaš dobrega odvetnika, ker mi ga nimamo, zato smo tebi dali to foro za povedati. Hvala lepa, ampak v bistvu nismo tukaj zato, da bi še dodatno otežili življenje mlademu, polprofesionalnemu voditelju iz Gorenjske, ampak smo tukaj zato, da podelimo Bob leta. Izjavo, ki je po mnenju bralcev časnika Večer najbolj zaznamovala lansko leto.